S telesa tvojega je padalo na tla. Vse, kar nosila, si zaupala si mi. Ravno kar smo slišali pesem Si dala mi telo, vendar ste pa že v svet poslali novo pesem z naslovom Jagode in med. Verjamete, da gre ljubezen skozi želodec? Definitivno, ja. Jaz mislim, da imaš lahko nekoga še tako fajn red, pa če ne boš fajn jedel z njim, ne bo se tako lepo, no. Ne bo tako fajn, ko gre za ostalo fajn. Kakšna bi bila pa vaša kulinarično osvajalska taktika? Najprej začnemo še buljco, pa počasi po okusu bi jaz rekel. No, to sigurno ne. Glede na to, da govorimo o jagodah in medu, ne, bomo sigurno pač mogli pelati jo na jagode in med, ne. Pa bo vse kar pa še zraven, ne vem, če je kontrast kakšne. Ja, pina kolada pa še zraven. Se pravi, gremo bolj v smeri sladičk, no. Pa škoda, ker bad boy ni pijača, ne, ali pa hrana. Pričakujete oziroma ste bliže deležni tudi kakšnih kulinaričnih dobrot od vaših oboževalk oziroma po nastopu ali pa pred nastopom? V bistvu smo na Primorskem enkrat igrali na Veseličko in smo v bistvu na Tonski, ne prav pred nastopom, mislim po nastopom, ampak pred nastopom je prišla ena punca in nam je prinesla takole eno lepo škatlico domačih piškotov, ki jih je sama naredila in mi smo jih, zapravo po moje, že po poti pred avtocesto že pojeli nazaj. Tako da ja, smo. Zdaj, vaši vikendi so zelo naporni zaradi nastopov, so pa tudi vaši delovniki, ne? Namreč vsak še nekaj dela. Kaj vse počnete? Ja, v bistvu pri nas doma se ukvarjamo z gradbeno firmo, tako da smo čez vikend tudi, čez teden tudi prav tako pridni kot čez vikend, no, tako da ja. Jaz bom odgovoril v osnovi zdravstvo in pa popoldne v bistvu še poučujem kitaro, no. Ja, ko že vsi nekaj delamo, tudi jaz v avtomehanični delavnici, pri stricu in tudi, če mi kdo pokliče, boš kaj porihtal, pa gremo, ne. Jaz pa isto z očetom se ukvarjamo z gradbeništvom in pomagam pri raznih delih, kar se pač dela. Odkje pol toliko energije, da zmorete še vse te nastope? Kaj počnete? Ker je volja, tam je pot. Ja, mislim, da v bistvu vsak, ki dela tu, kar delamo mi, se pravi se ukvarjati z glasbo, če dela tu z dušo in srcem, avtomatsko je tam energija, ne? Ker nimaš ti v mislih, joj, zdaj grem pa na špil, moram biti na špil, ampak v bistvu mi že od ponedeljka do petka komaj čakamo, da lahko gremo na špil, ne? Tako da volja je samoumevna. Vzrok imate, da greste na delo, ne? Vzrok, ja, tako je. Kaj pa kaj po letu? Bo tudi kaj časa za dopust? Če bo, kam boste šli celo skupaj ali ste zelo veseli, da hvala Bogu, ne bomo še en vikend s fanti? Nik, ti si lih danes, ki so se pelala zjutraj proti Primorski, je v bistvu za letos je že bolj kriza z placem v koledarčku, ne? Je pa že za drug let se aktiviral in je gledal, kdaj bi šli lahko skup, tako da letos, če bomo kakšen dan tako spontano ušli, kam se veste, kako pravijo, tisto, kar se zgodi spontano, je najboljš, ne? In tako da mogoče bomo kam ušli za kakšen dan ali dva, drugače pa načeloma, ja, smo rekli, da za drug let si pa bomo enkrat rezervirali na skupno morju. Team building, ne, kako pravijo. Pa ste tudi tako dobri prijatelji, no? Ja, mislim, da kar... Ja, če naj bili prijatelji, tudi naj bi imeli kaj skupaj dela, tudi na odru in v prijatelj življenju kot ne. Rojstni dan in kaj druge te stvari se povabimo tudi. Pa gremo popolnjeno na pivo, po moje, ne. Mislim, tako, take stvari. Ali pa sok smetano. Ne, ja, itak, da smo prijatelji, v bistvu je tudi zelo fajn pride, ker imamo tako v privat življenju ali pa na odru, sploh kar se tiče glasbe, imamo zelo podobne interese, tako da velikrat je, če so 4 različni karakterji na kup, ali pa če so preveč podobni, pride do velikih konfliktov, no, tako da mislim, da pri nas smo pa lih toliko različnih karakterjev, čisto od se pravi plusa do čisto minusa, pa nekih krogcev vmes, da se to vse skupaj nekako stabilizira in fajn izpade. Okej, mogoče še kakšno sporočilo za konec? Ja, da kaj, vsi pogledati jagode in med, pa se vidimo na kakšni poletni veselici. Tam približno vsak sredo do četrtek objavimo, ki igramo naslednji vikend. Tako da pridite nas pogledati, se bomo imeli fajn, luštno bo, pa se vidimo čim prej. Da te bom držal, v nebesa te peljal, počasi in močno si prvič dala mi telo.